Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, gledalke in spoštovana publika. In lepo pozdravljeni znova v literarni oddaji Splet besed. Zelo me veseli, da lahko obelodanim, da je danes 25. oddaja v tem letu in 26. oddaja nasploh. In nekako tudi obeležujemo eno leto izvajanja naše oddaje. Tako da se mi zdi, da je to tudi že ena lepa številka. No, danes je pa z mano prekmurski pesnik Tine Mlinarič. Tine, lepo pozdravljen. Dober večer. Hvala, da si se odzval mojemu povabilu. Pa te najprej vprašam, tako kot vsakega gosta, kako si in s čim se trenutno ukvarjaš? Ja, hvala na povabilu, pa na tem vprašanju, na katerega pa v tem trenutku mislim, da ne bi čisto tak na blef nekaj odgovoril, ampak bom malo bolj vsebinsko. Moja dejavnost je v tem, bi rekel, nekih zadnjih nekaj let v smislu agrokulta, torej kmetijstvo, torej ta rastlinstvo, narava in pa potem kultura. In tudi osebno nekako me je ta narava v bistvu mogoče celo obdelala. Tako da nekako živim kot ona, kot te rastline, ki jih gojimo doma, tudi med drugim ekološko, jih predelujemo tudi. In potem, ko to na spomlad začne rasti, potem vidim, da tudi jaz rastem. Ko potem to začne neke plodove gor delati, čutim, da tudi vse meni delajo neki plodovi. Dobro, da zdaj ne bom šel čez vse cikluse, potem pa pride približno ta ciklus, ko smo zdaj, ko nekako v bistvu oberemo sadove, njene produkte in potem pride pač neki čas mirovanja, zaključka, neke zgodbe in to je to. Tako da tudi jaz zdaj zaključujem ta svoj enoletni ciklus in to je v bistvu tudi, bi rekel, moja življenjska starost, tako da resnično povedano, ne blefiram in tudi zaradi tega nočem biti neka posebnost ali pa pač mogoče tudi garjeva ovca, da bo nekdo rekel, da pa pač to nekaj ni realno, čeprav poskušam biti realist vedno v življenju tudi, da sem zdaj, mislim, da to ne seštevam skupaj, da ko končam, to leto bo zdaj šlo mimo, bolj kot leto rečem ta vegetacijski ciklus, torej ti procesi, zdaj grejo to mimo, zdaj se pospravim, se dam malo v shrambo, pa malo v podstrešje recimo in potem na spomlad spet nekako to se vsadim in potem ta gre naprej. Tako da v tem ciklusu sem trenutno, tako da zdaj sem malo pač v tem dozorevanje rastje mimo, zdaj sem tam nekje v zapečku bolj, ampak še vedno tudi ko miruje narava, še vedno ima energijo v sebi. Mogoče tisto skrito, v kateri pa tudi nekako se rad z njo ukvarjam in iščem te skritosti. Pa Tine, zdaj ko smo že pri tem, se ti ne zdi, da smo recimo kot ljudje malo pozabili, da smo tudi sami del narave in da dejansko so to naši naravni biološki cikli, ker včasih recimo se je na vasi, tako kot praviš, so se pač jeseni pospravili in so čez zimo bili notri, vegetirali, razmišljali, tako da so se potegnili nekako noter, en notranji proces. Potem seveda spomladi pa prišli ven. Mi pa se mi zdi, da smo cel čas nekako v istem hitrem ritmu. Ne vem, po moje to ne vpliva ravno najbolje na človeka. Se popolnoma strinjam, absolutno to. Naprimer, mimo glede, tam v eni noveli Miško Kranjac zapiše o teh polancih, polanci, da šele ko je sneg zapadel, so se zaprli v hiše in se potem začelo to notranje življenje. In zdaj, gledajte, v tem notranjem življenju potem lahko tudi mi najdemo že nek vzgib. To ni spanje, to so še vedno aktivni procesi. Mogoče se še bolj odkrivajo ti notranji svetovi. In to je za sleherno ustvarjanje, naj bo kulturno v tem kontekstu, v tej branži ali
nekako je to, se mi zdi, priložnost. Ne. Takrat lahko, veste, časi pesniki pa pisatelji rečemo, ne, nimam navdiha, čakam navdih, pa hodim skozi park, pa kdaj bo navdih. Ne. V bistvu, za mene je navdih ta energos, ne, pa ni vedno. Jaz se časi bojim, ne, ko to tako raste, ne, naprimer, tako divja, pa se bojim, kako bom to obvladoval. Ne. Tako da komaj čakam, da se malo umiri, ne, zadeva. In tu se nekako čutim v tej starožitnosti. Ne. Poglej, zdaj se nahajamo v tem zimskem solsticiju, ne, ko prehajamo, da pravzaprav se začne dan podaljševati, ne, in potem ljudje so bili zbegani in tudi moram povedati, da jaz to čutim, ne, da ali bo prišla svetloba, ali sonce zamrlo, ne, dobro, ne na takem, bi rekel, primitivnem, mitološkem, mističnem nivoju, ampak kljub vsemu, navkljub, ne, a bo prišla in ko pride, hej, halo, pozdravljeno. Ja, se mi zdi, da se malo bojimo potem teh občutkov, ker smo tako navajeni vseh dražljajev, da težko prenesemo že to eno rahlo otožno tesnobo tega obdobja. Ampak pesnik jo verjetno rabi, ne? Glej, mislim, da sem nedolgo nazaj prečital našega velikega glasbenika, ne Kreslina, da je zelo lepo napravo, ne, da ne znamo biti niti sami sabo, ne znamo biti samo sabo, takoj na ušesa muziko, ko nekje čakamo ali smo nekem, takoj muziko, ne, in pravi sam je dal en epilog, da mislim, da je to zelo intimno, interno in iskreno povedal, da nekako vedno bolj čaka, da stopi iz muzike ven, ne, k sebi, ne. Ja, ker naravno stanje človeka je v bistvu tudi eno pač zgolj biti, ne. Seveda, ne. Ja. Mislim, nasploh smo preveč na obodih, ne. Preveč smo na obodih in zaradi tega si delamo ta kaotična stanja, ki se zdaj dogajajo, ne. To je čisto otročje, ne, tam nekaj, tako kot se otroci tam v peskovniku skačejo, pa tam imajo tisto neposredni živžav, tak smo mi, ne. Se pravi, človek malo se ustavi, ne? Ustavi se, pa malo stopi, malo premisli, malo stopi v sebe, malo pobrskaj, malo globlje gre, ne, pojdi, ne. Ja. No, Tina, jaz sem te v bistvu povabila, ker si nespregledljiv pesnik na tem področju in si tudi del generacije, recimo Turnerja smo imeli pred kratkim, si tudi bil pač en del tistega tedanjega kulturnega življenja, tako da ne vem, pogrešaš kdaj tiste čase? Glej, mi smo tudi, saj najverjetneje sama veš, ali bo se pa spomnila, mi smo tudi v sklopu edicij Separacija, ne, naredili tudi potem eno skupno pesniško zbirko, dvakrat Stesana Krsta, tu je še tudi vsekako Ružič bil. Glej, jaz ne bi gledal toliko, glej, ker pravim, jaz se ne morem dati v neko obdobje, če ne vem, koliko sem star, ne. Ja, no, ampak vseeno ste nekako skupaj nekaj ustvarili. Mene bolj družijo potem pač tisti energosi, ki so se zgodili, ne, mislim, da so se potem neka sotočja zgodila, ne, in je potem nastalo. Nastalo je iz tega nekaj ven. Tako da jaz moram reči glede tega, da pravzaprav sem živel izven tega, ne, da bi bil neki krog, ampak jaz pač bolj živim, občutim vse te kroge, ne. Vem, ne samo da bi vedel, čutim jih, ne, sem z njimi, čeprav nisem, ne, sem ob njih, ne, nisem bil direktno z njimi, sem pa bil ob njih, ne, tudi recimo Oko besede, ne, naprimer, to je v bistvu zgodba, ki je iz Mure zrasla in tako kot se je na Muri v Ižaku si gradil ta otok ljubezni in te zgodbe, tako na materialnem, zunanjem nivoju, kot potem na notranjem, tu je bila ekologija, tu je bila literatura, tiste prva Oko besede, torej pisateljska, ko še ni bila otroško-mladinska, ne, se je zgodila zaradi Mure, zaradi vseh tistih dogodkov, tam so se tudi v bistvu nekako žgalo, čeprav ne na nekem, bi rekel, konkretnem načinu, da bi rekli, aha, tu pa zdaj, ne. Ampak jaz vem, da je tam stlelo, da se je tam nekako pognalo, ukoreninilo in je potem tudi, tako so tudi moje zgodbe v bistvu nastale kot literarne, ne, iz tega dela,
konkretno tam ob morje, ali pa iz tega agrokulta, o katerem zdaj govorim. Da jaz ne iščem navdiha, mene ta energija, ki se dogaja v naravi, potem jaz to začutim in potem je v bistvu to moj razlog za potem, da to pač tudi ustvarjam v literarnih oblikah. Ja, saj Tine, k Muri in k življenju ob Muri, takem in drugačnem, bova se še seveda vrnila danes, ker je tudi tvoje delovanje tesno povezano pač tudi z samo reko na mnogo načinov. Zdaj pa za vse tiste, ki te mogoče ne poznajo najbolje, pa bom prebrala čisto kratko biografijo, toliko, da si malo pač naredijo eno sliko o tvojem opusu. Torej, Tine Mlinarič, rojen ob Muri v Ižakovcih, bil je zaposlen v zdravstvu, sedaj dela na mali družinski ekološki kmetiji, v literarnih in ekoloških iniciativah na Muri. Je koordinator projekta DSP Slovenska pisateljska pot, Pisatelji in reke na Muri, katere nosilec je Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, sodelujoči pa DSP. Mlinaričeva literatura temelji na raziskovanjih prostora in subjekta v njem, na snovno-duhovnih, ljubezenskih in religioznih dialogih, na naravni in kulturni dediščini. Zdaj nekako od 1998 do 2009 je izdal 5 pesniških zbirk v slovenskem knjižnem jeziku, Dnika, Kana, Prebežniki, Zamenjave in Obiskovalci. In pa soavtorsko 2-krat Stesana krsta, skupaj z Vincetičem, Titanom, Ružičem, Turnerjem in Turnerjem. Potem izdajo tudi 2 zbirki v prekmurskem narečju, Vretine Dnik in Sreče Kovači. Ter 3 eseje, Ranljiva reka, Beli možje in Katedrale. Potem 2 domoznanska spisa, Mlinari in Bujraši, literarno-publicistični vodnik Vse o, ter civilno strokovno publikacijo Nabor možnih vsebin biosfere reke Mure. Potem objavlja tudi v literarnih revijah, v preteklosti v Znamenju, Reviji 2000, Novi reviji, Tretjem dnevu, Dialogih, Apokalipsi, Literarnem nokturnu. Sicer pa v Zvono, Sodobnosti in Poetikonu. Potem je tudi član Društva slovenskih pisateljev, v komisiji Slovenska pisateljska pot in nosilec projekta Pisatelji in reke na Muri. Bil je tudi finalist pesniškega turnirja, Ko te napiše knjiga, potem nominiran je bil tudi na razpisu revije Sodobnost za najboljši slovenski esej. Ima pa tudi prevode v porabski časopis Porabje, v prekmurščini zapisoval avtor sam, v madžarske literarne revije, revija Naput iz Budimpešte in za madžarsko skupnost v Sloveniji. Tako da, Tine, to je pač nekaj kratkega o tebi. Zdaj nekako se nisva spuščala v letnice, ker si sam rekel, da si nekako bolj živiš v teh enih cikličnih ritmih narave. Zdaj predlagam, da se v prvem delu pogovora nekako osrediniva na tvoje zbirke pesmi v slovenskem knjižnem jeziku. Predvsem bova nekako dala poudarek na zbirki Kana in Prebežniki. Tudi meni se zdi, da si v teh 2 zbirkah nekako najbolj ti oziroma nekako najmočnejši pesniški glas. Bom te pa zdaj mimogrede vprašala še eno vprašanje glede grafik. Zdaj na večini tvojih knjig so grafike prekmurskega slikarja Mesariča. In pa mi malo povej, no, kako sta se mogoče ujela tudi mogoče v eni umetniškem izrazu in kako je potem prišlo do tega sodelovanja. Ja, lepo, Lučka, da si to povedala, mogoče bi to šlo mimo, ampak je vseeno v duhu Mesariča, pač v njegovem pač trenutnem stanju, neke metafizike, upam, da kaj zaznava, da se trenutno pogovarjava o njem, pa o tem. Zadeva je nastala, sicer Mesarič rodbinsko izhaja iz Ižakovec, v bistvu, rodbinsko izhaja, ampak zato nisem vedel jaz, pa zato ni vedel on, midva so potem, se je to zgodilo, tako kot bova mogoče večkrat v tem večeru povedala, na ključ. V bistvu, tudi on je v bistvu umetnik, pa se pravi slikar bil, ki
ki je iz tega energosa ven črpal. Ne? In v bistvu jaz sem njega začutil v njegovih likovnih delih, tudi sem začutil vselej neko energijsko zadevo, predvsem pa zgodbo, ne? Zgodbenost. Ne? Čeprav to ni hotel preveč rad govoriti, ne? Tako mimo grede sva včasih rekla, da pravzaprav sem ga jaz spet tak, tu pa je EQ, ne? Emotion quotient, to se pravi quotient duše, ne? In potem se je to v bistvu nekako vse skozi vleklo, kot neka rdeča nit, ne? V bistvu, pravim, ne, in seveda smo se potem tudi v drugem, bi rekel, obdobju, v naslednjem, bi rekel, smo se pa tudi povezali, smo se razkrili, ne, in potem so še te vezi bolj postale tesne, tako da zdaj se potem tudi s vdovo soprogo Rezko še srečavamo in smo potem dejansko na podlagi čistega, bi rekel, nekega navdiha, nekih energij, ki sva jih midva nekako spletla, smo tudi spletli konkretno obliko nekih, bi rekel, bližin, pravim zdaj pa potem predvsem pač z gospod Rezko. Pravim, gledaj, tudi mnogo navdihov, če lahko tako rečem, sem dobil na njegovih pač slikah in grafikah, ker sem nekako začutil, da je vedno hotel prodreti v globino. Ne? Abstraktna umetnost ga nikdar ni zanimala. Ne? Tudi tisti njegov hiperrealizem, ne? Torej tiste fotografsko, ko je pravzaprav kot pionir v slovenskem prostoru bil, je pač tudi eno od teh dejstev, da je hotel biti vedno v realnem okolju, da je iz tega črpal. Ne? In nekako sem vedno, ko je nastala zbirka ali pa kako druga oblika esejistika, nekako sem vedno njega videl noter in je v bistvu tako čisto spontano na ta ključ nekega sobivanja, sodoživljanja teh zemeljskih in pa presežnih tudi energij v človeku, ne govorimo o nekih drugih, ampak v človeku, so jo vedno družile. Saj dejansko so njegove grafike nekako so prav tako kot tvoja poezija, recimo, simbolistične in tudi se mi zdi, da nekako išče, pač to je tudi sam, no, nekako prebežnik med tistim več in pač tukaj tem. Ne? Se pravi, pa kot si tudi rekel, ne morejo energije ostati pač samo na eni intuitivni ravni, ampak tudi fizično potem z njih nekaj narediš, se pravi v vajinem primeru tudi neko prijateljstvo. Tako, ja, tu se je zelo konkretiziralo in to imam tudi najrajši, ne, da se potem v bistvu nekaj sklene, nekaj poveže, tako iz nekega globljega pomena, ne, nimam rad tiste, bi rekel, nasilne, prisiljene oblike povezav, rajši imam taka, ne, na ključja, pravim, obiščem te, ko se bom tam mimo peljal, vem, da boš takrat doma. In ponavadi je bil, ne? In ponavadi je. Ja. No, Tine, potem pa dajva nekako zdaj zajadrati v prebežnike in Kano. Sicer nista seveda to edini zbirki, ampak se mi zdi nekako, da je fajn, da ju dava malo težišče, ker sta res zelo taki simbolistični in mislim, da tudi marsikoga lahko nagovorita. Tako da bi te lepo prosila, če nam iz obeh zbirk prebereš nekaj pesmi, da bodo najna publika vedela, o čem govoriva. Ja, to samo, če naslovnico malo pokažem, ne, ta v bistvu, ta snovnost, ne, ki nas je tudi zelo povezovala, ne, tudi mene, Kana je v bistvu ta metalurgija, to saj smo spraševali, če je to Kana za lase. Ja, za lase. Sem rekel, da pač Kana je tisto, kar se vse preobražuje. Vse vemo, da je biblijsko, je Kana galilejska, ker govorimo o neki preobrazbi, ampak mislim, da nimam nobene pesmi ni na Kano galilejsko, ampak na metalurgijo, ki se godi tukaj, zdaj, v nas, ne. Ampak preko snovi, ne, to je tudi ta Jungova sintagma, ne, delaš na snovi, delaš v bistvu na sebi, ne.
rože vi ženske ne gojite zaradi rož kot rož. Vi rože gojite v sebi, rože so samo izrazno sredstvo tam, ko potem gor zacvetijo. Ne? Ja, bom nekaj pesmi prebral, tako bolj po kako se bo odprlo, tako da tak imam tudi navado, da si ne pripravim sploh pesmi. Ne. Tako so se mi zgodile tudi ene prijateljstva, ki bo mogoče še rekla. Bom to zdaj povedal, ker je tudi v metafizičnem stanju Josip Osti. Ne. Josip Osti je tudi en v bistvu ta Tomaj, ne, to v bistvu to življenje v tem edenskem vrtu, v čisti naravi in potem tudi v tem naravnem ciklusu. In potem so se tudi tako spoznala, da je v bistvu on je prišel k meni na rentgensko slikanje, ne, Mursko Soboto, ne. Mogoče too much, ne, racionalno ne moreš li razložiti. Sicer se je zgodba odvijala in takrat si mi rekel, Josip, jaz sem ti, ne. Wow, ne. Potem, ko sva predstavljala tisto knjigo, mislim, da so to obiskovalci, katere se ne bomo preveč dotikali. No, ampak on je tudi napisal, se mi zdi. Ja, tam je potem on napisal, ampak še nekaj, ne, ko smo potem brali, smo bili v Unionu, ne, takrat je šlo po sodobnosti, išla revija Sodobnosti, ta pesniška zbirka, sem potem tudi rekel njemu, da naj pač eno prebere, pa naj tako odpre. In se njemu odprla tista knjiga, kako so se midva srečala. Ne. Jaz sem to malo upesnil potem. Ne. Ja. No, tako da se je tudi nekaj odprlo, ne. Ptičji jezik, plamen je zapovedal ustom, svojo gibkostjo so se oglasili jeziki in zažgali skladovnice ust. Da ne bi postale četrta nadloga, so svoje jezike posodile pesnikom. Na binkošnji dan rosilo je slino, seme in črnilo. Konoplje so rasle na zemlji od zgoraj navzdol. O, Emanuel, jeziki iz kljunov pesnikov. Vse jim je bilo skupno. Vsak je govoril svoj ptičji jezik, ne da bi prišlo do preselitve narodov poprej. Roke, nič manj zelene niso veje, ki božajo zrak in kodrejo lase, v globočinah odsevajo dlani, ženska eleganca vej se z drevesa preseli na obraz. Glogove veje so kot mamini prsti, molzeč v vedro. Jutranji podrgnejo čelo in trebuh, sklepom ukažejo premikati se in strunam božati, božati. Magdalenini so se odrekli grešnosti, arfistkini predali vrh šotora in zagradili robove telesa, peščene roke zasujejo semena zemeljskih oreščkov. Na roži cvet, kar želi upogniti klas ali nagubati morje, mora začeti z razdalje. In po oprimkih in centimetrih biti vse bliže govorici mlinskih koles, drgnjenju kamnov, prevajanju izmeničnega toka in sreči, imenovani dan odprtih vrat, v hiši pitja, v katero se vstopa brez trkanj in predhodnih najavljanj. Na krilih čebel pada v njeno rožo, odprt okna, zatemnit stekla, sesat mleček, štet liste, upletat vozle v kite, naslonit glavo na rože cvet. Alkimistka, ulita v rumeni baker in vidna v času vroče megle, prediraš oblake. V leskatajočem kristalu prebivaš, znemirjena bakrena voda. Za čisto snovi si odločena, po zakonih dereš strugo globoko, globoko, da bi te še za dneva izsledil. Skrita je tvoja želja raztapljati rudo, iskati v rovi žareči kamen zemlje, spužvasto preoblikovan po ženski podobi, s presežkom,
ki se elastično razpre kot pomaranča v krhlje. Črna žena. Žene v zlatem so na dolgem pohodu med shodom in zahodom, med jutri in nočnimi užitki. Želim si ženo iz črne prsti, v katero smem nastaviti ralo, na njenih dlaneh zaorati strugo za prvi stik, za strastni krik, na torišču kali izrasti v ovijalko, ki v spirali obraste telo. Želim si ženo iz črne rude, v talinnem loncu najnega ognjišča, stopljeno v edino zlato, med brazdami telesa odkriti odtis prsi, okoli vratu zaznati utež prstov. Zapisovanje zgodbe. Zapiši, kar bo eno s tvojim dihom, kar ima moč narediti hrano, svetlobo in zdravilo. Izogibaj se zmagam, ki so jih dobili vojaki na šahovskem polju. Samo, kadar je zemlja izsušena, odpri oblake nad prostorja. Na premnogi vrati boš izpostavljen pošastim in prerokom. Vitice, moje rešiteljice, umirjenosti zadržujete let lista in kar je v meni všumevajočega, da zaključim zgodbo, še preden mi odprejo izhode iz Egipta. Doline. Prislonil sem lestev, roke sem ti položil na noge, poklini se spenjam do 8. prečke na lestvi, do luke na svodu nebes, skozi katere iz sebe name snežiš rumeno in belo barvo. Čeprav mi na tej točki grehe vselej izbrišeš, Gospod, dol me vlečejo težnosti. Pogledi z obličja bi zamenjal za pašnike, nanje povabil še tebe, Gospod, da bi skupaj pasla drobnico in si namakala noge v zelenih mlakah. Opa, še žur iz te knjige, pa potem še nekaj iz prebežnikov. Žur. Zakotali se kroglica, naklonjena jim frnikolca sreče in razglasi veselo poletje. Speča močvirja oživijo, begunci in tatovi se vračajo iz izgnanstva, menihi iz alkimističnih kotlov in črev, v kateri so oživljali rude, zrezili srpov, s konicami v ušesih dajejo močan ritem žanjci. V tempu rock'n'rolla, danes je njihov dan, žur, na žgečkavi straniščnih poljih plešejo, lasje v vetru, pleve v laseh, iz njih čaj, da ji naslednjega dne ne vzame od melanholije. Prebežniki, to se pravi, prebežniki smo pa zapravo neke vrste migranti, ne? Zdaj, ko skačemo čez meje, in različne druge meje, če skačemo, ne? Mislim, da so prebežniki skakali bolj iz enega stanja v drugo stanje, ne? No, pa probajmo prebrati nekaj. Igralnica. Ena urejuje svoj panj. Iz njega se vsipajo še nedokončani golobi. Če ji porečem golobica, krili kot nevesta. Ne zaradi tančice, pač pa ptic. Pridruži se jam. Na mlaj splezam podarila in barvaste trakove. Za peruti. V prizoru se spoznavamo. Preizkušamo v gruljanju. Igra nas naredi prijatelje. Na čistem, mrzlem zraku
je povezovanje še intenzivnejše. Če bi nas kaj omejevalo in življenjski prostor, poreče Jan, se preselimo na mah, pas živali in spuščati milne mehurčke s ptičjimi jeziki, kakor golobice. Sočivje. Strakovi si zavezujeva oči, narediva pentljo, da je videti kot cvet, v resnici se spreminjava. Puščavniki so jedli kobilice, da jim je bil dan podrejen. Midva pa sva se oskrbela s premogom, v njem tli skriti ogenj. Pristrigla sva si ušesa in zajahala osla, skupiti sva se podala na pot, z ogrlico okoli vratu in polita z ljubeznijo. Ne jeva več mesa, sočivje, sočivje, le matere ste bolj pozdravljene. 41. dan. Molčal sem. Jelem pa se je hranil z rumeno travo. Suha hrana me je varovala pred puščavskim peskom. Po 40 dneh sem si zaželel lepe megle. Potrkam, stopim skozi vlažna usta. Rožni križar, s oljčno vejico. Je kdo doma? Smem pristopiti k studencu? Ko se nagnem čezenj, je kot prerodba, no to razkritje. Pot do njega je iskanje vode. Ključ sem našel. Telesu sem prislonil lestev. Po njej se spuščam vodnjak. Čeprav je samo lok do žene, že zajetje vode. Stopam z njo, da bi skupaj okušala pri izvirki. No, bom prečital tisto pesem Lučka v kristalni krogli, ki naj jo je na nek poseben način združilo, ker drugače sva bolj bila na čutenju in v bistvu na nekih vidnih daljavah in zaznavanju pač svoje literarne ustvarjenosti. Tu pa je bila ena bolj taka neprisotnost. Moram vedeti tudi, je to bila edicija revije Separacija, ki nas je sploh povezovala v en zelo produktiven krog. V kristalni krogli. Beti se skriva za zelenimi travicami gozda. Kot srna prihaja v svoj gozd, mlada študentka z filozofske fakultete. Oči ima srnine, barvo las oranžno rdečo. Tudi čeveljčki so podobni srninim, številke ne več od 33. Prihaja v svojo kristalno kroglo. V njen pesniški prvenec, ker podablja izraze lastnega glasu, skrite za travo, za drevesom. Obišče tudi sosede prebežnike, ki tukaj oblikujejo svoj panj. Ne sprejemajo jo kot fantje dekleta, zato ne odhaja s solznimi očmi. Razkrijejo ji, da se zatekajo v pomarančno lupino, ko pihlja severni veter, zlagat puzle. Zjutraj vstajat, zaradi sveta in njih v svetu. Dobro, pa eno mogoče malo močvirniško, ne malo pri nas rečno močvirniško. Močvirja. Pokopališča so oživela, odslej so otroški vrtci. Popadali smo, pa niso morile vojne, ne razsajale kužne bolezni. Ni nam iztekla kri, ali nehali smo saditi drevesa, ali vsaj prinašati rože v vaze. Nekega dne smo izvedeli o murskem mulju, pomešanem zrnjem in vejevjem, o klitju rastlinskih kipcev v njem. Še na drugi primeri smo se poučili, da v brezizhodnih situacijah ne veljajo samo zakoni umiranja, pač pa tudi rojstva. Iz logov smo prinašali vrbove butare in jih vpletali v rečne brežine. Lesi so brsteli, ob njih pa še mi.
Tine, hvala za branje. Zdaj si me tudi malo vrnil v ta pretekli čas, ko smo bili še nekako, kako bi rekla, pač tudi kot je en vers, ko smo imeli prvence in tudi mogoče Beti Bošković zdaj posluša in se tudi sama spominja svojih začetkov. Ne? Ampak vsekakor je bil to tudi en zelo ploden čas, ker konec koncev taka druženja prinesejo tudi ideje. No, saj tudi ta pesem, ne, v bistvu si ti tu noter v tej pesmi, jaz vem, da si v Pomarančni oziroma v Kristalni krogli takrat bila, sicer bolj po tej slovnično pravopisni in lektorski vlogi, ampak kljub temu, ne, takrat smo se zaznali in v bistvu to je to, ne. Ko sem že rekel, ne, meni osebno sami navdihi niso najpomembnejši, čeprav navdih mora biti, normalno, da mora biti, ampak bolj ta energos in potem ergon. Jaz sem hočem biti delavec. Ne. Mislim, da je poezija je za mene delo. Ne. Je garanje, ne, ampak ne v smislu samega, ne, mislim, ustvarjanja, ker tudi je, ker potem je to nekak, bi rekel, alkimija. Ne. V bistvu vse to, kar tudi takrat smo mi delali nekaj in je v bistvu iz tega nastala moja pesem, ne, čeprav smo delali neko tretjo zadevo. Ne. Mislim, da je takrat nastajala knjiga Prebežniki, ki je nekako sovpadala. No, in je potem se zgodila tudi Prebežniki, ki so se znašli v Pomarančni lupini kot nekem varovalnem okolju, ne, ker so pač imeli neko zatočišče biti in ti in pač njena ta pesniški prvenec pa je pač bila ta Kristalna krogla, kjer so se čutili in varne in hkrati potem tudi produktivne in ustvarjalne. Mislim, to je to, ne, tako da tudi če želiš me vprašati, mogoče bom že kar naprej rekel, ne, kak so nastajale moje pesmi, glej, čisto bi rekel, ne vezano, ne na leta, pač so se zgodile, ne. Najverjetneje prve. Ampak so pa vseeno domišljene. Mislim, tako po eni strani se zgodijo, ne? Ja. Ampak tvoja poezija je tako ritmično, sicer nimaš urejenega ritma in rime, ampak vseeno so ritmično in estetsko izjemno dodelane. Tako da tu dejansko gre za en proces ergo, se pravi, gre za eno zelo poglobljeno čiščenje in delo. Tako da kljub temu, da govoriš, da se zgodijo, ne, se vidi, da je vanje vložene ogromno dela. Tako da dejansko tukaj gre za eno čist konkretno delo. Ne? Ja, no, to si me zdaj odkrila, mogoče ta en element. Ne. Jaz sem pa bolj nekako mislil, da je v bistvu pomembnejše, da tisto, kar takrat delam. Ne. Tu so bili močvirniki, ko se je potem vse to zgodilo, da nič ni vegetiralo, raslo in so potem začeli sajati, potem tam notri v brežine so vtikali recimo te vrbove veje. Tako smo včasih sadili, ne, da vrbove, to je bila, talna voda je bila zelo visoko, ne, oziroma podtalna, ne, in pol smo kar tiste enoletne, smo noter vtaknili in je to raslo, ne. No, jaz sem mislil, da moja poezija se takrat zgodi, ne, ko sem v bistvu tistem bolj energosu in ergonu v fizičnem smislu. V fizičnem smislu. V sožitju, ampak najverjetneje se takrat piše poezija, ki pa potem tudi v bistvu nek preplet bi jaz potem le zaključil, da je to kot preplet, ne. Čeprav potem tudi delanje poezije tudi vsekako ne moremo reči, da pač tudi tako zdaj bi rekli, da pač poezija pa potem samo se vrže kot posledica nekega dela poprej, ne, oziroma iz katerega izhaja. Ja, saj ti imaš dejansko vedno ta en čist realni del, se pravi, da dejansko ljudje, kot praviš, nekaj delajo, tako. Se pravi, je eno delo z snovjo. Tako, ja. Se pravi, neka snov, pa potem vse skupaj pač potegneš v eno univerzalno, se pravi, neko duhovno razsežnost, pa verjetno tudi zato naslov Prebežniki, pač prebežniki med tukaj in tam, ampak vedno imaš potem to metalurgijo, se pravi, pretvarjanje snovi v snov, v energijo in to se potem dejansko ta
nit se vleče skozi celotno tvojo poezijo, ta alkimija snovi in duha. Ja, gled, jaz bi zdaj tu takoj malo nagovoril, če nas kdo posluša ali kdaj, ne, da je tudi tak je potem lažje živeti. Ne. Ko tak delaš, je potem tudi lažje živeti. Ne. Tudi se ne muči z nekimi stvarmi, pogledajte, zdaj si rečejo, to več nišče ne razume. To je, jaz se rečem, meni je popolnoma jasno je, kaj se dogaja, pa kaj moramo storiti. Ne. To se pravi, da se vrnemo zdaj na najino zgodbo. Torej, lejte, mi, tudi če delamo banalne stvari, ne delamo avtomatsko, mi vedno delamo nekako kot skupek naše psihe, nezavednega, zavestnega, fizičnega. Ne. Lejte, to je v bistvu neka enovita celota. Tudi Biblija reče, da sta duša in telo sta enoviti stanji, ne. Da ni duša ločena, da ne moremo govoriti o nekem misticizmu, da bomo nekje lebdeli pa duše pa tako. Ne. Da je to zelo fiksno. In ko mi delamo, ko mi razne stvari počenjamo, takrat je priložnost, da mi to zadevo tudi nekako ponotranjimo, ne? Takrat dosežemo večji učinek, predvsem pa dosežemo učinek na sebi, pa tudi lepše nam je v življenju. Ne? Če se pa mi tako samo tam po robovih vrtimo, pa tisto samo tako z levo roko, kot rečemo, pa ne dosežemo tistega bistva, ker vedno je neko bistvo in neko zajamemo tisto bistvo, potem tudi Sreče Kovačev, ne, ko bomo mogoče kasneje rekli kot narečna, v bistvu niso kovali sreče, ne. Oni so kovali surovo snov, ne, da je potem iz tistega nastal produkt. Ne. Se pravi, in tudi ta transformacija v bistvu se na vselej godi na vsakem koraku, če kuhamo, če zidamo ali ne vem kaj. Ne. Zastonj se truditi zidarjem, če Bog ne zida hiše. Ne? Ampak tu ne mislim kot metafizični Bog, če nisem jaz znoter za svojo dušo, za svojim notranjim vedenjem in videnjem. Ne? Torej, ta transformacija. Ja, to je v bistvu ena skrivnost, ne? Ki jo mogoče niti nikoli ne moremo popolnoma uzavestiti. Ja, pa nekako mogoče delamo, pa mogoče ne vzavestimo. Saj ne rečem, da sem jaz zdaj tu nekaj strašnega odkril. Ne? Se v bistvu to vsi doživljamo, pa mogoče tako ne evidentiramo, tako ne definiramo, ne? Se toliko ne ukvarjamo s tem. Ne? To nekako potem v bistvu se nam vrti kot circulus viciosus. Nek krog, ki se vrti, saj je skozi neka intima, pa interno mora biti ob eksternem. Ampak če pa tu malo vklopimo malo več aktivizma, pa se tu odkrivajo neverjetne stvari. Ne? In jaz tudi na tak način pišem, pa da pa tudi lažje grem v sebe, pa tudi rešujem svoje probleme na ta način lažje. Ampak zdaj dobro, nekaj sva povedala recimo o eni temeljni značilnosti tvoje poezije, seveda žal ne moreva se dotakniti čisto vsake pesmi v čisti vsaki zbirki, kar bi sicer bilo zanimivo, tako da sva nekako malo univerzalno značilnost mogoče izpostavila. Ampak kljub temu pa značilnost vsake dobre poezije je, da ima en avtorski jezik. Se pravi, je v jeziku, je v njegovi estetiki. In zdaj ti kot pesnik imaš ta en preplet ene mogoče visoke dikcije, mogoče malo bliže že Biblije, in potem spodaj pride en ta surovi ljudski ritem, ki pa celotno stvar ne pusti, da bi kar bezbezljala pač v eno nadnebesno, česar se ne moremo dotakniti. Tako da je še vedno oprijemljiva, kljub temu, da gre za en v bistvu simbol. In tega simbola nekako niti ne moremo racionalno zaobjeti. Zdaj, kak je? Mogoče ti, ko pišeš, je to čisto tudi refleksivno, hočeš zadevo recimo razumeti, ali je čisto na eni zaumni ravni prepuščaš vse skupaj eni intuicije? Ja, to si odlično ugotovila. To si me tako prebrala, da si res neka čarovnica v tem smislu. Mogoče pa sem. Nikoli se ne ve. Ja, ne, saj to... Ja, najverjetneje ta ljudskost, ta neposrednost, ta fizis, ne, v bistvu to se vedno trudim, zato jaz v bistvu vedno, ko pišem,
pišem, naprimer zdaj, ko je pač malo več, ne morem, da če računalnik malo potem več se ne da posodabljati, ne, glava, in to nekako vedno kombiniram ta fizis pa psihis, recimo, da bomo rekla ta terminusa, ne. Tako da recimo pišem, ali pa zjutraj grem najprej v naravo, ne, imam neke stvari, ko moram v hlevu postoriti, potem pišem, potem moram seveda malo tudi ženo pobožati, kaj zmes, ne, tako da ne smem pozabiti na to, ne. Ravno v tej univerzalni prepletenosti se potem te nekako to, so potem to neke varovalke, ki te tudi nekako držijo, ne, da ne pozabljaš na druge obveznosti. Tu so bili otroci, ki so sedaj že imajo svoje otroke, tu so zdaj vnuki, ne. Tako da ja, ne, to mislim, ta ljudskost, pa to, ko si izvirnost, to si lepo ugotovila, ne, to niti nisem tako zavestno na tem delal, ne, tako da to je del tiste nezavednega, ne, v katerem sva že malo tudi rekla, kdaj drugič v kakšni priliki, ko sva kaj malo nama je nanesel slučaj ali pa na ključ, da sva se potem kaj rekla, da pravzaprav to nezavedno je podzavestno, gledajte, to sploh se ne zavedamo, kakšen potencial je to. Ne. Ampak ne sme ostati samo to, ne. Mora biti, kako smo rekli, duša mora biti s telesom v enovitosti, ne. Da te ne dvigne, ne, in ravno ta, bi rekel, ta moja neposrednost, ta energos in ergon, da sem res z nogami, mislim, da vselej na zemlji. Ne. To je tudi Osti ugotovil pri obiskovalcih, ne, ker obiskovalci se potem tudi, samo tako, da malo rečem, nakažem, ne, obiskovalci se tudi dvigujejo, ne pa obiskujejo kot te drevoredi, ne, te vrbovine, tako da je tudi rekel, ne, da pravzaprav, da ta reka kot vodoravni topus, ne, in pa potem ta vertikala, ne, pač ta duhovno presežna zadeva, da me potem ta reka drži, je on celo ugotovil, ne, da me drži, da se ne dvignem, ne. In potem nekako čutim to ravno v tej celovitosti, da pravzaprav mora ta duša tudi, jaz mislim, da duše v nas mnogokrat trpijo, ne, da jih zatiramo, ne, da jih nekje tlačimo, ne, da preveč vseh damo na racijo. Čeprav je duša tudi v glavi, ne, vedno rečemo, da je duša tu, ne, ampak duša je v glavi, ne. Tako da tudi zdaj se je ugotovilo, je tudi nevrološko, je tudi zelo dokazana zadeva, ne, tako da vsi, ki so malo mogoče bolj kontemplativni, mistični ali verni, je to v bistvu dokazljivo, da je to točno anatomsko mesto, kjer se to dogaja, ne, in se to da trenirati, ne, ampak ti dosegaš s tem svojo notranjo religioznost. Ti se ne dviguješ k Bogu, k nekemu kozmičnemu ali kako je pa vse skupaj zadeva, samo mislim, da gre za poimenovanje, da najverjetneje gre ena zadeva, ki jo tudi malo razglabljam, da pravzaprav ta izvor, iz katerega izhajamo in dobivamo ta energos, ta nevidni, to nevidno energijo, da to je pravzaprav en in isti izvor. Ja, in potem to v tem prepletu se mi pač zgodijo stvari, tako kot se tebi tudi, ne, saj bi lahko zdaj povedala, ne, kolikokrat se ti je zgodilo tako, da si mogoče glavo dala stran, razum, ne, in potem se enostavno zgodi, ne, stari rek pravi, stari ljudje so rekli, to bom pa prespal, ne, dejansko pustiš to alkimijo duše, da to predela, ne, to surovo snov, ne. Jaz sem sicer potem tam metalurgiji, da se ženi približujem preko metalurgičnega procesa, ne, da stopam potem v neko zadevo, ne samo zagrabi, pa ne vem kaj, ne, ampak čisto v tej preobrazbi oziroma v tem predelavi in potem začutenju teh notranjih energij, ne. Ja, in to tudi rad mladim polagam, tudi svojim otrokom že, pa predvsem, mislim, vnukom, ne, da tudi danes, ko imamo na roki pravzaprav vse, ne, samo odpreš računalnik ali pa pameten telefon in takoj se ti vse znanje odpre, ne.
Dejansko tu nekako potem zamira ta nezavedni del. Dajte, psihoanalitiki in vsi ti umi so že zdavno ugotovili, da je samo 1/3 naših, bi rekel, potencialov je zavestne narave, racionalne. Ne. 2/3 je tako, kot je ta morska ledena gora, ne, ko je 2/3 noter, ne, in pa samo 1/3 je zunaj. Ne. Mislim, to bi rad rekel, da pač se to splača tako malo pustiti čez noč, tudi ne na prvo žogo, ne, tudi v literaturi se to splača, ne, da se to poveže in potem dejansko najverjetneje si že rekla, ne, da potem se to pozna v poeziji, a se pozna, ne? Ja, saj v bistvu dejansko se človek v poeziji ukvarja s tistim, kar se ukvarja pač nasploh, ne? Ja, ne, da potem... Zdaj, Tine, ti si tudi drugače mislec, mislim, refleksivni mislec, pišeš eseje, tako da te tudi refleksivna misel dejansko že tudi iz tvojih odgovorov se nekako tudi prepozna, da je refleksija oziroma pač eno teoretsko razmišljanje ima en močen delež tudi v tvojem ustvarjanju. Tako da mislim, da ne moreva tudi mimo tega, da nisi zgolj pesnik in da te ne zanimajo samo pač estetske plasti jezika, ampak te dejansko tudi zanima ena ta teorija. Se pravi, en čist... Imaš prav, ne, jaz tudi to verjamem, da to znanje si pridobim, ne da bi, gledaj, jaz v bistvu, Lučka, bom zdaj povedal in gledalcem, da jaz nisem knjižni mol, ne, da bi tako, razumeš, posrkaval knjige, kako tako, ne. Jaz pravzaprav stavim na to intuicijo, ne, da bom rekel bolj ta široki pojem, da ne bom šel v neke mistične pa te, ne. Gledaj, jaz verjamem, da to tudi zdaj, recimo, čisto da rečemo, da se je to zgodilo točno z namenom, da je to zapisana ta zgodba že davno pred nama, ko še sploh niso bila v fizičnih telesih. Ne? Ej, da je to, bi rekel, ampak zdaj, kako, recimo, bi rekel, te intuitivne, te, bi rekel, interierne stvari, razumeš, kako zdaj, kako to med sabo skupaj, ne, si hotela, ne, da pravzaprav mora biti to, ne, in jaz vse tisto, ko potem v esejistiki tudi moramo porabiti, ne, v bistvu spet grem na ta način, ne, ko stopim v to zgodbo noter, potem stopim ves noter, ne, in potem se mi kar odkrivajo te viri, ne. V bistvu ni mi potrebno, da bi ne vem kaj šel, da bi celo enciklopedijo skaj šel, pa da bom potem tam našel. No. Dobro, zdaj lahko tudi vtipkaš kaj, ne? Ampak to v skrajnem primeru naredim, ne? Samo če hočem kaj preveriti, drugače hočem po tem modelu, po tem vrstnem redu. Ne? Tako da potem se mi zgodi, ne, odprem tisto literaturo, včeraj televizije nisem prežgal sam 2 meseca, ne, pa žena prežge televizor, pa tako nekaj malo sva bila v pričakovanju, da pridejo vnuki ali kaj nekaj, obisk, pa čerka z otroki, ta pač božična scena, pa to, pa ona kar prežge, pa nič ni bilo, pa oni so zakasnili, ne, potem pa kar dobim en podatek, ki ga zdaj v bistvu blazno iščem. Ne. Naprimer, zdaj je v zemeljski galaksiji je en satelit, ampak to nisem, ali sem prekasno je preklopila, ona je preklopila, nisem jaz iskal. Ne. Tako da je tudi ona bo ustvarjala to, kar bo nastalo. In sem tam izbral, da je zdaj v tem satelitu najsodobnejši teleskop, ne, ki bo odkril, ki na 1 kilometer razdalje odkrije strukturo oziroma neko formo, neko stvar, debelino lasu. Na 1 kilometer razdalje. In v tej veri sedaj gre tudi gor, da bo razne eksperimente naredil in pa potem tisti, bi rekel, zelo skrivnostni, pred 13,7 milijardami let, ta pok, ki se je zgodil v vesolju. Ne. Zdaj, to je mogoče tako za koga abstraktno, ampak mnogi to vejo. Ne, jaz tudi sem to tako zvedel čisto po takem ključu, ne, da bi to raziskoval, ne, ampak je to zdaj nekako zelo sovpada tudi z mojo, no, potem bi, ne vem, če bo potem na koncu rekla, ne, da pravzaprav... No, v bistvu dejansko lahko povedala zdaj, potem zdaj, če rečeva pred tisto še končno zadevo narečno, torej ta esejistika, ne, ki me nekako vedno, ne, ko recimo pišem eno,
navadno najprej pišem poezijo, ne, potem pa esejistiko pišem, oziroma obratno, najprej pišem esejistiko, potem poezijo in potem probam iz istega izhodišča izhajati, ne, ampak ne zato, da bi zdaj v poeziji neke stvari želel popraviti, nekaj dati ven, ampak enostavno, tako kot zidaki, ne, se morajo dati gor ena drugega, tako se mi zdi, da potem tista poezija je kot zidak, ki se mora dati gor, da nastane zid ali pa hiša. Ne? No, in tu sem zdaj ugotovil, ko se ukvarjam, iščem pravzaprav, zato je zdaj nastal tudi en taki mrk, ne, že kar nekaj let ni nič išlo, že 3 leta se ukvarjam, sem iskalec lepot. Ne? Lepoto iščem, potem predvsem z veliko začetnico pišem to lepoto in zdaj po 3 letih, tudi imam že nekaj gradiva, sem dejansko nekako prišel na neko, bi rekel, nek zaključek, ki bo najverjetneje tudi epilog zgodbe, da pravzaprav smo vedno iskalci lepote, da lepote ne moremo najti, da ne moremo najti sreče, da ne moremo najti tudi, da smo pravzaprav tudi najbolj srečni, ko iščemo, ne? Da je lepota tudi tam znotraj, ko kaj ni lepo, ne? In pa da se lepota nekako vedno diametralno ustvarja, ne? Vedno je poleg nelepota. Tako kot je bolezen, zdravje. Kako bi bilo, a bi lahko bilo zdravje brez bolezni? A bi lahko bila medicina brez bolezni? Ne? Ali da bi samo zdravje bilo? Ne? Mislim, in jaz iz tega prepleta hočem spet na metalurgičen način odkriti, da pravzaprav izide neko lepo, čeprav ni meni užitek lepo, ampak neko, ki je dovršilo stanje. Ni se ne lepo, zlo se ni ukinilo kot tako, ne? Ampak je zlo nekako, ta energo zla je nekako prevzelo dobro. V prepletu sta se tako, mislim, v eni dialektiki je zlo postalo prijateljsko, zato ker se ni bojevalo z lepim, ne? Če bi se pa bojevali, ne, dvobojevali, potem bi pa en zmagal, en zgubo. Ne, jaz si pisnim skupaj. Zdravje in bolezen mora biti skupaj. Lepo in nelepo, recimo, kakorkoli si razlagamo lepo, zelo široko lahko. Ne. Zato, ker izhajate iz istega korena. Ne. To je samo drugi pol na eni palici, ki se meri. Ne. To je v bistvu, izhodišče je isto. Mi smo jim dali razne predznake. Ne. V bistvu, ampak zdaj jaz jih hočem spoštiti skupaj, da oni obdelajo to svoj odnos in potem pride ven, kar je potem v bistvu tisto, kar sem jaz iskal in je potem v bistvu za mene tudi lepo, koristno, dobro. Ne? To je zdaj ta poizkus, nekega zdaj zelo študijsko delam, pa mogoče bo to zadnje delo, ker nekako pa verjamem, da v bistvu pišemo eno knjigo, skozi eno knjigo pišemo. Ne? No, to pa je res. Ja. No, Tina, jaz se vsekakor veselim, ker mislim, da smo vsi mi eni iskalci lepote, kot praviš, vsi, ki se lahko ukvarjamo. Se vključiš potem, imam potem neko idejo, da bi potem v bistvu, ker moj odnos do bralca, no, če še to malo rečeva, ni to, da bi jaz zdaj hotel bralcu dati v knjižnici knjigo ali pa bi ga posiljeval. Jaz hočem, da je ta knjiga moja skrita na nek način, da se on potrudi, da se zgodi tisti dogodek, trenutek, ko on potrebuje nekaj. Ne, da bi jaz za njemi posiljeval, pa ti za mojo literaturo učite. Ne, to je za mene potem diktat. Ne, v bistvu. Jaz sem zadovoljen, če se na 1000 primerov zgodi en, ki bo začutil ta trenutek, kot sva se midva zdaj ujela, da se bo zgodil in bo on, naprimer nekje se bo zgodila ta knjiga in bo odprl in mu mogoče kaj odstrla. Ne. To si želim, da bi mu odstrla kaj, ne. Mogoče kako težino, kako breme bi mi odstrla, čeprav knjige te moje zagotovo niso terapevtske knjige kot take. Ne. Ja, saj niso dejansko pisane na ta način. Na ta način. Ampak dobro, saj konec koncev umetnost ni namenjena zgolj terapiji, ampak je pač... Ja, lahko je pa v tem kontekstu, potem tudi včasih... No, nikoli pa ne veš, ne? Ja, nikoli, včasih zdravila jemljemo, pa včasih nam pa kaj drugo pomaga. Ja, to je res, lahko tudi knjiga. Ampak žal avtorji tega nikoli ne izvejo, Ja. Koga smo pozdravili svojo poezijo. Tako da to pač ostane nekje. Ja, redno. No, Tine, vsekakor, ko boš imel to zadnjo knjigo... nisem dokončal, ne? No, potem to bi rekel, ne bi te kar povabil, ne? Jaz bom potem to zelo odprto probal na nek način,
mogoče lahko tudi preko vašega tega družbenega omrežja oziroma na katerem se zdaj ta zgodba vrti. Jaz osebno moram reči, da sem zelo navdušen, da sem vse nor na te družbeno omrežje, čeprav nisem noter, ne. Vem, kako je to super, ne, razumeš, kako možnost se zdaj to daje na ta način. Ampak zakaj ne grem noter? Ne grem noter zato, ker bi se potem nekam silo, razumeš, ne? Nekam bi se silo, ker nekako vidim, da je neko moje mesto druge, ne? Da to ni v zapisu moje zgodbe, razumeš, ne? Tako da potem to je tudi v redu, če tak človek odkrije, ne, da se ne posiljuje nekam noter, ne, razumeš, ne. Čeprav sem pa vesel, da bo zdaj, recimo preko tega medija, da se bo nekaj razkrilo, da bo mogoče kdo v kakem stavku začutil neko bližino. Meni so zelo v redu, mislim, to ne zdravilo, ampak da se bližine naredijo. Saj da Pavček je rekel, ko so pokopavali Marka, ne, ta tragična zgodba z njegovim sinom, ne, da mu je najtežje bilo, ko so mu nekaj govorili, ne, moje sožalje pa to, ne, ampak samo da so bili tam, da je bila bližina, ne, je čisto zadosti, ne, da se zgodi bližina, ne, in tudi zdaj, recimo preko tega medija se neka bližina se lahko zgodi, ne. Ja, mislim, vsekakor je en stik, ne, ni sicer živ, ampak pride vsekakor informacija, pride do ljudi. No, in še vedno nismo končali tisto, kar sem to rekel. Okay. In jaz v bistvu želim, da bralec postane recimo, da pride z mano stik ali pa tudi preko kakšne knjige, da postane tudi v bistvu sam akter. Ne? Če zdaj jaz nekaj njemu nakladam, ne? Jaz v bistvu želim, da on tudi potem začne nakladati meni, ne? Da v bistvu se ta sinergija spet prepleče. Dobro, da bova zdaj malo to znižala ta ton, ne? To se pravi, jaz želim, da bralec ob meni postane tudi avtor. Pa ni mus, da on zapiše to tako kot jaz, lahko poslika, lahko gre nekam naravo pa posadi rožico. Ne? Če je začutil, da sem jaz iz neke narave napisal knjigo, da je iz nekega vznika nastalo, lahko gre pa lahko ga spodbudi, pa bo kako ekološko njivico začel obdelovati, ne? Recimo, ne? In to je že to, ne? Tako da jaz v bistvu zdaj v tej knjigi povabljam bralca, ne, tudi tako bom dal ven, da naprimer ob tej mojem branju ne pišejo refleksijo na moje pisanje, na moje iskanje lepot ali pa sreče, ampak ob tej bližini, ob tem, kar se je zgodilo, da napišejo kratko svojo zgodbo, ne. Razumeš? Da bi na ta način naredili, to se pravi, nek cirkulus, nek krogotok, ne? V bistvu, da bi materializirali tisto nekaj, ko rečemo, da naj bralec čita knjigo, ne? Razumeš, ne? Zakaj? Ker nimam rad, da smo ponavljalci, ne? Da posnemamo, ne? Ampak da lepo je, da jaz bom marsikaj zdaj, ko sem se zdaj tudi od tebe prenesel v življenje, ne, razumeš, ne, ampak bom to prenesel kot nek segment, ne, da bom potem to vgradil in bom jaz na tem delal, ne, to se pravi, bralec tudi recimo o mojem delu, naj ga nekaj spodbudi, ne, to se pravi, v tem smislu bi tudi ta knjiga, to je moja želja, ne vem, če bo to naletelo na odzive, ampak no, kljub vsemu, pravzaprav bralec naj postane ob avtorju tudi sam avtor, na različne načine pač, na kakršnekoli načine. Dobro, jaz sodelujem. Dobro, Tine, saj bova potem še mogoče kaj rekla, oziroma sigurno, kot praviš, če se nekaj ima zgoditi, se bo zgodilo, ne, tako da se bova potem gotovo še srečala. Glede tega, no zdaj sicer žal sva nekako zašprintala ta krog in je že skoraj 7 ura, tako da vseeno pa ne bi jaz se izognila tvojim narečnim pesmim, tako da mogoče te zdaj prej vprašam, pa potem prebereva. Recimo v zadnjih 2 zbirkah si se preusmeril nekako iz knjižnega jezika v svoj materni dialekt, se pravi v prekmurščino.
Zdaj, kako se je to zgodilo? Je bilo to čist nekako organsko ali je bilo načrtno oziroma zakaj? Kako ti je prekmurščina mogoče drugače kot knjižni jezik v poeziji? Veš, kak je Lučka? Zdaj, najverjetneje, če bi jaz tebi postavil eno tako vprašanje, zakaj si se nekaj odločila, ne? Pa zakaj je to nastalo, ne bi mogla vedno enoznačen odgovor dati. Ja, verjetno ga ni, ne? Mogoče ne, te pa mogoče preoblikujem. Ja, glej, ne, saj je v redu vprašanje, saj je v redu je vprašanje. Je v redu vprašanje, glej, bom tako odgovoril, ne. Vsekakor je bila ena zvedavost, ne. Glej, čujemo te podatke, da pravzaprav, da mi, da je materin jezik prvi jezik, da pravzaprav mi prevajamo potem knjižno, da to v bistvu očitno ni več blef, ne, da to mnogi ljudje tako v bistvu so zelo, bi rekli, zelo nekako pogruntali, da to drži in jaz tudi v nekem smislu to verjamem. Dobro, Vretine dni so nastale v bistvu bolj na ta zvedavi način. Ne? In na primer Milan Vincetič, s katerim sva potem tudi tvorno več čas sodelovala, ker meni se je najprej zgodila ena pesniška zbirka Dnika. Ne? To je bila prva pesniška zbirka, ne, potem pa je, nekaj zvem, časovno, spet bom mogel leta, ne vem, kaj so to leta, 10krat smo šli jesen počivati, pa spet ne, resimo, ne. No, potem pa je, potem so pa neke vretine, ne, veš, kaj pomenijo vretine? To nekako vre. Vre, ja. Potem so prevajali eni, da so to vrelci, ne. En matematik mi je rekel, vretine. Vretine, ja. Ok, sem bil zadovoljen, ne? Ja. Pa ti tudi vreš, sigurno, glej, če ne bi to pogruntal. Ja. No, potem pa je to res nastalo, ne? Milan Vincetič je rekel, da to res kot eno tam, ta voda, ki se preliva, ne, to v bistvu ta ritem, da čuti ritem tako, ne, vseh teh voda, ki so vidne, ki kot Mura ali pa vse te bereki in vse te razne jarkici in močvirja in to tam, ko brbota, ne. Je tak, nazadnje smo to z Mojro in njeno rodbinsko to povezavo smo potem tudi kar odglasbili, tako da ta zadeva obstoji v glasbeni, smo malo šli gor dol, tudi do Gradca smo šli z Muro, pa v Radgonu, pa v Rabje smo šli do Rabe, pa šli smo v Istro, do morja, od Mure k morju, ne, pa so rekli, ja, saj ste pa prišli, v Mejro ste prišli, ne, oni rečejo morje, ne, in Smej je rekel, ne, Smej pokojni filozof je rekel, ne, da je to veliko vode, ne, da so v indoevropski jeziki izhajajo vsi iz korenov, zato narečno, da bomo zdaj že v narečju, v bistvu narečno, v bistvu to ni, da ne bi drugi razumeli, kot včasih reče, da bom čital tam v Ljubljani. To vsi razumemo. Samo moraš malo biti pač pri sebi, ne? Lej, zato, ker iz tega izviramo, no? Lej, in zdaj sem pri drugi knjigi že, ne? V bistvu, takrat sem pa nekako ugotovil, da na ta način vedno bolj prihajam k sebi lahko, ne? Kar je nek moj moto in tudi neka moja zadolžitev, pa neko mojo stremljenje, da pravim vedno iz sebe, ne? Biti, ne? Da se s tem približujem svojemu osišču, svojemu bistvu, svojemu notranjemu jazu. Ne. Tako so pa potem nastali ta Sreče Kovači, ne, ki so pa potem bolj tako ta preplet živ-žav življenja, dogodkov, ne, tudi tako, ne, tam najdem dva, ki se na Valentinovo gresta v gozd, ne, in se v gozdu tudi ljubita, ker Valentin nima samo ključ od korenin, ne, ima tudi od srčni korenin, ne, ali pa, kaj jaz vem, mogoče bom kako prebral, ne, tak čisto zgodbe, ki se zgodijo tudi, to imam rad, ne, da pravzaprav vse te dogodke, s tem, da jih ponotranjim, jih potem tudi zapišem kot ki jim dam neko dodano stvar, ne. To, kar mislim, da nam manjka, ne, da če bi to vedno nekako to dodajali, bi nam šlo mnogo lepše. Meni je všeč ena igrivost, ko je v teh pesmih. Potem pa dajmo, zdaj moramo na kratko. Mislim, da mogoče ene 3 iz vsake. Ene 3 iz te Dnike, Vretine Dnik. Pa bo kar tak, samo zdaj greva tak na hitro malo. No, saj mislim, da si lahko še vzameš
tudi če malo podaljšava, ni Lahko problema. podaljšamo. Ja, mislim, No, vse daj čas pa. je relativen. Ne? Zemlja cveti, dni komedij, v žiti krčeči modriš, znameni črense, Juriju v dečko, ocenje, dosneje, sramotljivi, zeleni snubec. Si razmila? Ni seveda. No. Mleč kot po svet. Znaš kaj je mleč? Mleč je regrat. Regrat, ne? Je to lučka, ne? To si ti. To sem gas, ja. Tako. Mleč kot po svet. Ne zablaudijo šteri prestopljajo svoji ljubi prage, njivi lamp vrhije. Ne zablaudijo. To je tako bolj, da zdaj te pesmi so res tako bolj, tako še bolj navihane malo, ne? So, igrive, navihane, pa tudi takšne ja. čustvene. No, glej, če boš ti zdaj ugotovila, štero drevov je to. Dolgo kot žrt. Znaš, kaj je žrt? Veš, to tisto, ko so včasih nalagali, mi še to delamo doma, veš, ker to še naročno imamo nekaj kos in to in potem ročno pokosimo, pa sušimo, pa potem nalagamo tako, veš, z vilami gor, ne da bi se tiste vbali, ne. Okay, ja. Žrt je pa bil tisto, ki je nazadnje utrdilo to. Aha. To se pravi, to je bil tak dolgi drog, ki se je naprej fiksiral, pa od zadaj potem zavezal, ne. Okay. Dolgo kot žrt, to se pravi nekaj, kar je dolgo. Dolgo kot žrt. Friška kot myra, črna pa bela, sveča od jovša, zdaj sem ti povedal, jovša, jelša, Ja. jelša tako raste, ne? Ona samo tako, da bi želela gor Boge soditi, ne, tako zelo gor, ja. Ščipek na nebi, ščipek, ščipek, kaj so ščipki? Vrtnice. Vrtnica, ja. Ščipek na nebi, moja večna žela. Večna želja. Želja. Vlogi spevle, vesi se čemeri, jaz sem ves, ti pa log. Mojo dušo svojo tešiš. To zdaj mislim na mojo soprogo. Ja, mi je Dobro. jasno, ja. Saj mislim, da je tudi nekšno posvetilo v eni drugi knjigi taka. Kak murski zrak, kak ptičji glas se mi v očaj vrtiš, litera za litera, zmešana testov, zgibana v telov. Vrbove sveče so vižgane, murski jeziki spelani, pošinjaj rok, podnikaj novk, tam zrelo polče, samo spadne, v razkoš lamp. To se pravi v tej bujni vegetaciji, kar gre zraste kot zraste, potem tudi v jezik besedo. Ne? Ja. No, potem še pa zdaj, kakšno tu iz Sreče Kovače, no, tu pravim, tu sem pa pač malo šel ta družbeni preplet, ne, pač te zgodbe, ki jih doživljam na vasi ali pa tako, ki se srečam, pa potem tam sem probal najti tisto, kar je še lahko za tistim, ne samo to, da smo se pozdravili, ampak še nekaj je mogoče. Ne. Dom. Količe v miru zabijan, to je eno mirsko, bom vseeno. Ja, mora biti. Količe v miru zabijan, šibjun preplejčen, dol sjeden, gledan, vrba rasti. Strejo pleti, riban pa pesmaron dom. Količe v miru zabijan, šibjun preplejčen, dol sjeden, poslušan, jezik reči, pleti, Myra je ta nesi. Se pravi, iz myre smo prišla na besede, tako kot zdaj ta medij. In tako naj ta medij tudi nese nekaj tega. Tina, mislim, ko vam bomo mogla napraviti še en večer, kar ide v prekmurščine.
A prekmurščini? Ja, ker si tudi ti malo drugi človek, da si v prekmurščini učiš, fajn. ali pa v knjižni slovenščini. No, ne. fajn, V to. knjižni slovenščini si bolj mislec, v Lepo domačo gospod. narečju si pa bolj No, bravo. tak, ne vem, bolj čustveni pesnik, tisti, bolj pesnik enih, ne vem, občuti, ne. Aha, Ne vem, če fajn, si ne. opazil, ampak drugače nastopaš, drugi izraz imaš in se mi zdi, no, tudi pri Turnerju je bilo tako, tudi pri Pinteriču je bilo tako in Saj tisto ko je sem malo spremljal. Ja, mislim, ko je tu ena ta... Nekako zaživiš, ne? Ena ta srčika jezika, se pravi, Ja, ko praviš ja, materinščina, ja, tam, ja. kjer si ti dejansko imel svoje otroštvo, v katerem jezik si ti odraščal, Ja, tako- tisto ti je pač čustveno. Tako nekaj in- je na tem, ne? Nekaj je na tem, Ampak jaz ja. mislim, da to je to, ne? Kar smo danes že dosti krat povedali, ne? V bistvu je to potem tisto, da resen ideš svojo srčiko takrat, ne? In resen ta erupcija nastane, ne? Ker ostalo je se bolj trudiš, ne? Ja. Najverjetneje se res To je bolj moj trudiš. ne. eksperiment, očitno, Ja, takšni glej, male, očitno. z dvojezičnimi pesniki, ne, kar v bistvu pišete tako v materinščini, kak v, mislim, v pač domačem dialekti, kot v knjižni slovenščini, ne, Ja. ampak dejansko tudi kak ste kot pač, kdo to treba predstavite, kak dejansko to zveni, ne. Pa ti si tudi dobra zdaj, se vidim, tako si se še bolj razživela zdaj. Ja, tako, očitno se ne vem, Prekmurci imamo nekaj toga razživetvenoga, Ja, ne. ja, ja. Eno strast mogoče, ali neka, ne. Se tu na neki učitajo, ne? Mislim, da se nedolgo nazaj je tudi ta prva liga avtorjev, pesnikov, je tam tudi v svojem jeziku hotel nekaj zapisati, pa smo imeli en večer na društvu pisateljev, ne? Pa sem potem jaz te bral, ne? In je potem dejansko on bil, je prej kot je zaživel, prej, ja, mi pa ne bi rad rekel zdaj, ker bi ga potem identificiral. Naš jezik je pa bolj taki trpek, ne? Mi ne moremo tako povedati. Pa ne vem, ali je to res. Peter Kujer, ki zelo uživa v tem in mi na ta način komuniciramo zdaj v čisti prekmurščini, to se pravi z Bratislavo ali pa Pragi, mislim, da je v Pragi, ne. In to tudi svoje stvari pilila, mislim, da je tudi on mi pomagal, poleg Francija Justa, ki se je pač zelo trudil kot jezikoslovec in literarni pač ta faktor, ne, on je tudi urednik teh Sreče Kovačev, ne, da se je zelo trudil, da sva potem prišla na to frekvenco, na neko mojo notranjo noto in pa potem tudi v neko formo, tudi nekaj sam, jaz pravzaprav se naslanjam na dolinsko podnarečje, ne, to je ravenski jezik, narečje, ne, ampak je to bil knjižni jezik, ne, mislim, do, ne vem, 36. leta, Miško Kranjec in pa Ferdo Godina, zato, ker sta pač bila dolinca, ne, sta v tem pisala in pa Vilko Novak, ker je tudi pač bil tam, to se ne pomeni, da se zdaj mi postavljamo pred recimo Soboškega, pa Goričkega, pa to, vse tu so bili ti protestantski in te pisje, torej, tako da ta jezik je tudi živ, pa Turner, pa tu vidim, pa Ferilanšček, pa to ne, lej. Ampak glej, zakaj ne? Ampak ta jezik je potem, v bistvu ta dialekt je najdaleč šel. Tu imamo slovar, ne? Razumeš, ne? In tu je potem zdaj postane problem, ko to literariziraš, ne? Nisem se sicer obračal na Hotimirja, niti Vadarja, ne, ki se ukvarja prav z jeziki, ne? In z vsemi temi zgodbami, zgodovinskimi in rastjo jezikov in temi izumirani jeziki in vsemu temu, tako da so potem pač z Justom to probala, potem tudi malo Peter Kujer, ne, da smo potem našli eno literarno verzijo. Ne. Ker, glej, v narečju je vedno prvi del besede je vedno poudarjan. Lepo, ne, duj, ne, kruj, ne, vedno je tu, ne. Potem zdaj vprašanje, zdaj to je, veš, to potem tako zgleda, da je zgoraj vse okrašeno, ne, razumeš, ne, kako daleč zdaj to našati, ne. Naprimer, Milan Vincetič bi rekel, da pravzaprav to nič ne dejvli gor, ne. Glej, Peter Kujer mi je rekel, da to nič ne moti, da nič literarnega ne odzame, ne. Ja. Poetičnega. Francijus je pa bil malo tu vmes, ne, in je rekel, da pač samo naj tam v tistih nujnih zadeva dam gor, kjer se naprimer sreča je knjižno pa prekmursko, ne, ampak tam je sreča, tu je pa sreča. Ne, in tu bi mogel dati potem pač te
to široko gor kapico. Ne? Ja, dobro, ne. to je Ja, res. zdaj pa moramo končati. Ne? Da. Ja, mislim, sej, Tine, mi bi lahko razpravljali Ja. na dogled, ne? Zato ti predlagam mogoče čez nekaj časa, Ja. ne vem, mogoče se znova srečava pa narediva še en večer v Prekmurščini, mogoče posvečeni tema dvema zbirkama, ne? Lejko, ja. Jaz sem se gnes mogoče malo bolje osredotočila na eno to bolj refleksivno plat, ker se mi tudi zdi, da sta Kana pa Prebežniki resno vredniva, ka se znova pač Iva nekako tudi malo da na piedestal, ampak kar se ima zgoditi, da se zgodilo. Tako, to prepustiva. Čez en čas, mislim, da ti ne boš znova. Da se zgodi, teva tu. Teva tu, ja. Tako. No, zdaj pa za konec, če imaš še kakšno besedo. Ja, za konec, Ne predolgo, ne prekratko. Ne prekratko. Ja. Ja, jaz sem starejši od Lučke, čeprav ne sešteva. Ti si pravokar ne veš, kaj si star. Čakaj, zdaj. Ja. Pa jaz sem zagledal luč sveta, to vseeno povem, da sem rojen, ker moram povedati na upravni enoti, pa na sodišči, kaj sem moram povedati. Tako jih lepo prosim, ko povem samo, da sem se rodil, ko to znam, te pa pač, če boste vi v Küper dijali, kako to je, dajte. No, gledajte, kaj bi naj rekel. Ob teh prehodih, pač res, zdaj smo spet nekako, da gremo v neko drugo obdobje. Prebežniki bi to najverjetneje drugače napravili, zdaj, ko gremo spet novo leto. Ampak vseeno, kljub temu, dobro, saj nismo neki ekstremisti, da bi zdaj res vse negirali, pa vse delali novi svet. Saj prehajamo, normalno prehajamo, tako kot prehajamo čez leto iz vseh raznih ciklusov, iz osebnih ciklusov prehajamo. Tudi jaz bi zaželel čim več izvirnosti, čim več genialnosti, biti čim več genij in čim manj ponavljalec. Mene zelo žalostijo zdaj te zgodbe, ki se tudi žal ob tej veliki dobrobiti družabnih omrežij lahko zgodijo, da se potem godijo tudi določeni negativumi. Da vse vemo, da potem tu neke stvari sploh se ne vprašamo, samo ker je tu se to širi, pa to ne. Glejte, bodimo geniji. To je zelo enostavno. To ne pomeni, da bomo, kaj jaz vem, mogli biti Einsteini ali ne vem kaj. Ampak pri sebi, dajmo vse te podatke, ki jih dobimo nekako v predelavo naše duše. Dajmo tako, kot so včasih rekli, to bom pa prespal. In potem nekako ustvarjajmo. Bodimo čim bolj neponavljalci. Spremljajmo druge, dobre prakse, tudi slabe vzemimo, ampak nekako ustvarjajmo. To nas bo delalo mlade. Zaradi tega jaz nisem star toliko, kot bi zdaj mogel povedati, ampak sem samo spet, zdaj končujem in pa zdaj čez par dni bom pa v prvem letu spet. Torej, srečno! Tine, hvala, srečno tudi tebi in seveda srečno tudi vsem, ki so najo danes poslušali v živo ali pa preko spletnih omrežij. Tako tudi jaz vam želim en umirjen, malo meditativen zaključek tega leta. Mogoče lahko posežete po kateri od knjig, ki smo jih letos predstavili, in seveda, da bi v novo leto prešli čim bolj živi v vseh pomenih besede. Tako da hvala in se vidimo naslednje leto. Nasvidenje.